Začnemo? Ja. Začnimo. Evo, že grem. Sem kavo. Ja, vidi. Sem kavo. Telefon, kako bom tudi rabila, ne? Pol, da bomo žeta. Ja, če pride. Ja, živijo. Spoštovani, vsi gledate 13. in zadnjo oddajo Gledališče Ane Monro, infotainment program, ki smo ga to spomlad zasnovali samo za vas. Danes poteka v hibridni obliki, saj boste vi spremljali v neposrednem spletnem prenosu na kanalu Sims 2.5. V studiu imamo pa živo občinstvo, novinarko Ksenjo Hvala, ki se nam je pridružila na naše povabilo pred našim jubilejnim 25. festivalom Ana Desetnica. No, pa kar začnimo. Goro, prvo vabim Gora Osojnika, direktorja in selektorja festivala Ana Desetnica, ki bo nanizal nekaj zanimivih dejstev o zgodovini Ane Desetnice, tako da Goro, izvoli, predajam ti Hvala lepa. besedo. Ok, Ja. beseda je moja, hvala lepa. Ja, prosim. Evo, takole, torej, ja, kaj ne rečem, hitro je minil, 25 let je pravzaprav šlo po blisk. Jaz v življenju nisem mogel misliti, da bo 25 let sploh kdaj se zgodil. Že pri 10. obletnici festivala pred 15 leti, sem bil še kar malo frapiran, da obstajamo, pa še kar obstajamo in se celo razvijamo. Zgodovina sega daleč v prejšnje tisočletje, globoko v prejšnje tisočletje, v 90. leta, ko smo v letu 96 in 97 na festivalu Lent, bi rekel, malce snovali in skupaj dajali program. Potem se je pa leta 1998 dejansko začela zadeva, ki je bila, bi rekel, mednarodni festival uličnega gledališča, takrat se je imenoval še mednarodni festival pouličnega gledališča. Ana Desetnica, ki je za začetek potekal v Ljubljani in Mariboru, vendar so se pa kaj malo pridružila tudi še druga mesta. Začeli smo precej vehementno, moram reči, da se verjetno tisti, ki ste bili takrat tukaj, se spomnite festival, mislim, predstave Hello Mr. Joe od francoske skupine Joe Bitum, ki je bil tako rekoč highlight teh velikih predstav uličnih, tako da nismo to bili še zelo pojeli. Malo kasneje smo jih imeli sicer še nekaj, ampak takrat je že čas teh velikih uličnih spektaklov, ki so imeli še neko osebino, nek pomen, nekako že zamiral. No, ampak ni bilo na spektaklih fora. Fora je bila pač o tem, da smo mi v tistem času pripeljali gledališče in dogodke na ulice. In pač začeli to delati, da to mogoče ni slabo, nam je pa v letih 2018 in 2019 pokazalo tudi ljudsko glasovanje, saj smo takrat dobili nagrado Best of Culture in Ljubljana. Kdo je to organiziral? In your pocket. In your pocket. Evo, tujci so organizirali pri nas glasovanje in so zglasovali, da je to. Dejansko je bil to dogodek, ampak v tistem času je bila pravzaprav zadeva zasnovana, kot temu smo mi rekli, urbani žur. Se pravi, nekaj, kar se dogaja na ulici, v urbanem prostoru, takrat se niti sploh še ni govorilo o javnem prostoru, o vplivu javnega prostora in teh zadevah, takrat se je pač šlo na ulice in nam je bila fora to, da je to urbani žur in jaz mislim, da urbani žur je še vedno. To je neka komponenta, ki nam je seveda bila pomembna. In od začetnih dveh mest se je potem s časoma so se pridruževala tudi druga mesta, gotovo eden izmed naših najstarejših sopotnikov, mislim, da je Šoštanj, pa Sežana je tudi kar malo prišla,
pa pač druga mesta in tako. Potem neka so bila, Gorica je nekaj časa bila, potem ni bila, potem spet bila. In kaj mi kažejo, da imam napisan nekaj. Tisto, kar bi pa lahko rekli, da je veselo, je pa to, da imamo pa letos dve mesti, ki sta nas povabila k sebi v okviru participativnega proračuna, kar pomeni, da so nas dejansko povabili ljudje. In to je Logatec in Ptuj, kar je fino. Seveda pa Urbani žur ni bila edina ambicija, ker je bila na desetnici, ampak lahko govorimo tudi o neki notranji potrebi, o tem, kaj smo mi sami razvijali. Eno, kar je bilo vedno naš čas, je to, da poskušamo najti prostore v mestu, oziroma javnem prostoru, kakor se to danes reče, in jim spreminjati namembnost, jih poskušati uporabljati kot uprizoritvene prostore, kot prostor, ki pač malce presega tisto, kar je. In lahko rečemo, da smo vsaj v Ljubljani vsaj malce zaslužni za to, da so danes prostori, ki si sploh ne predstavljamo, da ne bi bili brez nastopanja, recimo Park Zvezda, kjer je bil včeraj Clown Booth oziroma javni festival, to, ali pa mostovi prek Ljubljance, ali pa Špica, ali pa Argentinski park, tako da smo v bistvu s svojim festivalom nekako odpirali prostore. In recimo letos gremo tudi okrog Cukrarne, kjer računamo, da bojo zaživeli prostori. To v tem smislu, to je bilo pač nekaj, čemu smo mi tudi nekako festival podrejali temu, ko smo izbirali lokacije, ko smo imeli vedno tudi ta misel. Seveda nismo vse posod bili uspešni, kdaj smo tudi kaj spalili, ampak vse to drugače ne gre. Druga zadeva, ki nam je bila vedno pomembna od vsega časa, mislim, že od vsega začetka, je pa v bistvu spodbujanje in razvoj domače ulično-gledališke scene in produkcije. Če smo začeli s tem, da smo bili recimo dve skupini, ki smo se, vsaj rečemo temu, nekaj ukvarjali z uličnim gledališčem, se je pač kljub vsemu to razvijalo. Se ni lahko, ampak razvija pa se. In recimo konkretna posledica tega četrtstoletnega dela je to, da recimo leta 2017 smo začeli podeljevati nagrado za odličnost v uličnem gledališču, ki se izmenjuje eno leto tujci, eno leto domačini, in letos, moram reči, da je the best, ker je devet predstav se je uvrstilo v finalni izbor. Tako da to, zdaj pa še nekaj statistike. Tukaj piše, da smo v okviru festivalskega programa gostili že več kot 5000 uličnih ustvarjalcev iz več kot 40 držav iz celega sveta, iz 6 različnih kontinentov, ki so na več kot 250 različnih prizoriščih po vsej Sloveniji uprizorili vsaj 1000 žanrsko raznolikih predstav in intervencij in z njimi nagovoril že skoraj 1 milijon slovenskih in tujih obiskovalcev. In s to statistiko bi jaz ta kratek pregled zaključil. Seveda sem pa na voljo za dodatne pojasnila in vprašanja z velikim veseljem. Anka, evo, besedo dajem nazaj tebi, izvoli. Hvala, Goro, za vsa ta zanimiva dejstva. Zdaj pa za govorniški oder vabim Polono Prosim, producentko festivala, ki je že vrsto let Borotova desna roka pri oblikovanju programskih vsebin in letos je tudi selektorica finalnega izbora za mednarodno nagrado odličnosti. Polona, prosim, če stopi sem in kaj več poveš o... Dobar dan. Kot že rečeno, bo letos jubilejni 25. festival uličnega gledališča Ana Desetnica potekal od 23. junija do 3. julija, tako rekoč od Glave do Tazarnje, naše Kokoške, od Gornje Radgone do Nove Gorice.
se pravi umetniške skupine, bodo potovale po vsej Sloveniji. Če se spet naslovim na ljubitelje številk, bo festival potekal v 11 dneh, v 13 mestih, na 31 prizoriščih, kjer se bodo obiskovalci lahko ogledali 37 predstav in intervencij v izvedbi skoraj 100 odličnih umetnikov, domačih in tujih iz 10 držav. Letos imamo umetnike Slovenije, Hrvaške, Nemčije, Italije, Francije, Poljske, Češke, Španije, Argentine in Kolumbije. Tako da bo v okviru celotnega festivala potekalo okoli 100 dogodkov, od tega 45 v Ljubljani. In za začetek pa bo v Ljubljani, oziroma za začetek festivala v Ljubljani, bo na Tromostovju en velik otvoritveni spektakel, se pravi 29. junija 15:10 zvečer. Za konec, se pravi vse pa bo zaključila rojstnodnevna zabava v parku na Ambroževem trgu v nedeljo 3. junija. Osrednje festivalsko prizorišče bo tudi leto, se pravi že 3. leto med Šempetrskim in Fambjanjevim mostom v neposredni bližini palače Cukrarna. Ne omenim par predstav, ki se nam zdijo nekako programski vrhunci. To je ta otvoritveni zračni spektakel italijanske skupine Eventi Verticali Quadro. Potem je zelo drugačna, mislim, da je zelo prisrčna in odbita predstava Smučarska odiseja češke skupine Bratri v triku. Potem je plesna ulična predstava hip-hop skupine Compagnie Diptyque iz Francije, Deconstruction. Potem zelo, mislim, da bomo imeli prvič tako predstavo, Komarin šampion od skupine Faber Theater, ki je v bistvu kolesarska predstava. Obiskovalci sledijo tej predstavi na kolesih in trasa je približno 1 km po 2 km. In ne omenim še 2 predstavi, malo manjša nogometna cirkuška predstava za ljubitelje tako cirkusa kot tudi nogometa, Menčo Sosa iz Argentine s svojim šovom, pa predstava Sladko slano, cirkuška predstava italijanske skupine Circo Carpa Diem. In seveda bom tukaj omenila tudi vseh 9 finalistov, ki se bodo potegovali za nagrado Urbana Ljubljana. Goro je že malo tega govoril. In bom kar omenila. Ti umetniki oziroma skupine so Andrej Tomše, Anja Bezlova, Čupa Kabra, Daniela Zajc, društvo Impro, gledališče Ane Monro, potem je kolektiv, ki ga tvorijo kulturno društvo Priden Možic, Čupa Kabra in kolektiv Šlosar, skupina Mi smo nismo in Tolpa. Vse te finaliste bo ocenjevala mednarodna žirija iz 4 strokovnjakov uličnega gledališča in enega predstavnika ljudstva, ki ga mi imenujemo glas ljudstva, se pravi predstavnik občinstva. Vse te predstave so dobili tudi selektori drugih mednarodnih festivalov, recimo iz Češke Za dvermi, iz Poljske Ulični, iz Nemčije Von Ordnach Fest in iz Hrvaške Cufus. Zdaj bom pa dala še en poseben poudarek na predstavo gledališča Ane Monro, Reka sedmerih imen. Druge predstave bodo večinoma vse gostovali po vsej Sloveniji. Ta Reka sedmerih imen pa ima zelo specifično prizorišče v Ljubljani. Se govori o legendi o nastanku Ljubljanice. To je prvi del in drugi del radosti povodnega moža Ljubljanskega. To je performativno-vizualna predstava o Ljubljanici, v kateri se združijo ustvarjalci z različnih umetniških področij in prikazujejo zgodbo o zgodovini Ljubljanice, ki je zaznamovana s številnimi miti. Tako da se prepletajo v tej predstavi interaktivna, narativna pripoved, lutke, risanja digitalnih ilustracij v živo in projekcija na breg reke in na gladino reke, živa glasba, nastop vokalne umetnice in tudi zračne umetnice. Poseben pečat te predstavi pa daje tudi medgeneracijsko povezovanje, se imamo v tej predstavi tako najstnico kot stare veterane uličnega gledališča, tako da je tak velik razpon v letih, v starosti udeležencev te predstave. Prizorišče je na Šuštarjevem nabrežju pred in za Pečnikovo zapornico, ki jo imenujejo tudi Ljubljanski slavolog
ki si jo je arhitekt Plečnik zamislil kot zaključek regulacije reke, a svoje prvotne ideje ni nikoli realiziral in kot nekakšen poklon ob 150-letnici njegovega rojstva bomo tam izvedli reko sedmih imen, tam, kjer se Ljubljanica poslavlja od mesta. Tako, to z moje strani. Hvala, Polona. No, zdaj pa besedo spet predajam Boru. Prej govoril malo o zgodovini Ane Desetnice, zdaj bo pa nekaj povedal o njeni svetli prihodnosti. Hvala. O svetli prihodnosti, ja. Mogoče še par besed o sedanjosti. Namreč, ker poleg glavnega programa in te nagrade v okviru festivala potekajo tudi razne delavnice, ki so malce bolj specializirane, recimo samo Olejame vodi delavnico za novo kritiko, mlade kritike, ulične kritike. V primeru Ane Desetnice so pa tudi drugi festivali vklopljeni, tako da računamo, da bo kmalu zrastla nova generacija kritikov, ki bo lahko ocenjevala tudi ulično gledališče, ker so se recimo pred časom nekateri od teh mladih kritikov udeležili tudi delavnice, praktične delavnice, tako da bodo imeli tudi malo izkušnje. Poleg tega poteka mednarodna delavnica 5-2-P, ko se 3 skupine iz Nemčije, Poljske in Slovenije dobijo med sabo in v bistvu med sabo si svetujejo, kako izboljšati predstave, kaj narediti brez udeležbe tako imenovanih avtoritet, ki vejo in poznajo, tako da gre za neposredno izkušnjo. In pa seveda tudi en kratek simpozij o prihodnosti festivalov v javnem prostoru, kajti svet se je v zadnjih letih in še vedno se radikalno spreminja in sprašujemo se, kaj to pomeni za prihodnost naših festivalov, kjer bojo pač govorili festivalski organizatorji ali programerji iz Nemčije, Poljske, Češke in Slovenije, mogoče pa še koga privabimo. Upamo, da če bo online, je to to. Tako da to, mogoče zdaj še nekaj povem o finančni plati festivala, kajti ne glede na to, da so vse predstave dostopne in brez vstopnine, pa seveda festival zaradi tega ni zastojen, ali celo, kar nekateri še vedno po vseh teh letih mislijo, ko pravijo, če je zastojen, kaj? Umetniki so pa plačani za to. A ja? Tako da še vedno se srečujemo s temi stvarmi, ampak ne povem, da recimo pač programske vsebine, festivali se med sabo pač povezujemo na osnovi programskih vsebin, na osnovi, na nivoju izvedbe pa pač vsak sam odgovoren in tudi dela. Tako da v bistvu tisto, kar jaz lahko rečem, je, koliko stane zadeva približno na programske vsebine in to je recimo, če zaokrožimo, je okrog 112.000 evrov košta in od tega pač mesto Ljubljana recimo financira z nekih 35.000 evri. Od ministrstva smo letos dobili 4-letno pogodbo, sicer malenkost manj kot prejšnja leta, ne vem točno zakaj, ampak pustimo to, je 29.700 evrov. Turizem Ljubljana nam je naklonil majčkeno povečal sredstva, tako da bo dal 10.000 evrov. Ostalo so pa pač nekako sredstva, ki jih zagotavljajo soorganizatorji oziroma sofinancerji. In tako, upam, da bomo skozi prišli. Včasih pridemo, včasih ne pridemo, ampak upamo, da bomo. Letos naenkrat dobro kaže. Je pa tudi takole, mislim seveda je pa to, rekel, ker je glih 25 let, ne vem, če se tukaj vidi. Ja, samo po tebi se vidi, ker si dosti visok. Ja, ne, tukaj 25, tale srček, ne. Kinotilirane. Ja,
pač nakazuje na to, da letos praznujemo 25. obletnico, 4. stoletja, jubilej, dober in seveda bomo v tem, kot je že Polona omenila, naredili eno majhno novoletno, rojstnodnevno zabavo v nedeljo 25. V nedeljo 3. julija v parku na Ambroževem trgu, kjer bomo skupaj zgradili tudi eno torto in seveda, kot se spodobi nekako za rojstne dneve, pričakujemo, da bomo tudi kakšne nagrade, mislim, ne nagrade, ampak darila dobili. In kot je danes popularno med mladimi otroki že, da se ne kupuje več predmetov, ampak da se pač daje kar cash, bomo seveda tudi mi veseli prispevkov v gotovini, boste lahko dan na festivalu samem, drugače pa lahko vedno nakažete, če greste na našo internetno stran, se na internetni strani zdaj pripelje takle podporni balonček in ga ujamete in se vam odpre stran, kjer lahko vidite, lahko imate tiste fotografira in plača in da lahko nakažete. Ne pa povem, da spet pride malo in naredim reklamo, tistim pa, ki nam boste naklonili za darilo vsaj 25 evrov ali več, pa lahko poklonimo jubilejno majico, ki jo vidite na meni. Na meni je malo bolj napeta, ampak bomo dali tudi malo večje delati, tako da bo tudi malo bolj tako. Seveda, če nam naklonite, nam pošljete in lahko dobite, lahko pa tudi ne, mislim, bi rekel, to je pač po izbiri. Če želite majice, majice sicer ne bojo v prosti prodaji ali pa kaj takega, tako da je le malo ekskluzivnosti. To je to. Še nekaj. 28. juni, kaj je termin za predstavo Faber Teater? Bravo. Odlično, Polona. Imamo pa, bi rekel, tudi nekaj posebnost, eno res posebnost za potencialne organizatorje, da pridemo malo bližje, da tako malo bolj navežemo kontakt. Namreč 28. junija se nam je sprostil en termin za prav posebno predstavo, ki jo je Polona že prej omenila, Faber Teater, Komar in šampion, ki govori o življenju in delu in seveda tudi smrti legendarnega Fausta Kopija, ki je bil pač eden izmed prvih Rogličev in Pogačarjev. Te dva sta zdaj na stedu, on je bil pa pred, ne vem koliko, 70 leti naš italijanski Roglič in Pogačar. Torej, če si želite, da bi v vašem kraju organizirali to nadstavo 28. junija, imate to priložnost, kontaktirajte nas, predstava ni ravno zastonj, pridete tam okrog 3 ure koštati, ampak je vredna. Tako da to, zdaj pa, čas, da se jaz poberem. Ja. Hvala, Goro. No, evo, po 25 letih se pa začenja nova doba Ana Desetice. Torej, iz ulic se selimo na internete, na splet in v širni svet. Več o tem nam bo povedal naš sodelavec Anže, ki je zdaj na terenu in ga bom jaz poklicala. Ja, jaz bom pa med tem našel. Vi pa prosim, preklopite na kamero 2. Anže, ga bom dala kar na zvočnik, da ga boste slišali. Ankica pokliče Anžeta po telefonu. Ankica ga kliče. Evo, spune nekako. A ga vidimo? Vidimo ga, zdaj ga bomo pa tudi slišali, samo na klopu. Ja, ne. Pa tudi po celi Sloveniji in drugih krajih, ne v vseh. Včasih jih je več, včasih manj. To prav fajn. Pobujamo nove kotičke v mestih, prinašamo kulturo nanje, potem pa sem pa tudi še kdo pograbi to idejo
In te kotički še vedno živijo. Ja. Recimo Kongresni trg, se nekaj dogaja, nekod se pa ni, nekod se pa ni, pa tudi kje druge. Nekaj zvoni. Ko v mojih hlačah, ampak je pa zdaj nekaj. Zvoni, je bila to Ankica. Tukaj da mi dva veva, če je to prav, bi mene tukaj kdo drug klical. En mesec sem dobil, vse se da početi na hoduje. Moj dokument, da mi pribor. Veliko sadja pa zelenjave, pa boste tudi vi zrastli. A smo? Ja, slišimo. A smo zdaj Halo? midva na vrsti? Nekaj bom Daj na povedal. selfie obaram. Na selfie? A da se sam? Ja, kako pa? Halo? Tukaj mora biti neki gumb. A ja, če imaš... Pa dajva tako. Zakaj pa na selfie? Ja, ne vem, če sova, jaz tebe kažem. Ne, saj po moje sva not, se to iznaka, ni. Tako da, dobrodošli, hvala, da ste tudi naju pustili do besede. Tukaj se oglašava z Prešernovega trga, s Tromostovja. Torej, meni so pa dali nalogo, da malo predstavim tole tehnologijo Sims, po kateri tole zdaj gledamo, imamo 4 kamere. Tamle je ena, jaz imam eno 360 stopinjsko celo, pa v studiu sta 2. No, to tehnologijo bomo tudi uporabljali na festivalu Ana Desetnica letošnjem in s tem omogočili celemu svetu, da bo nas lahko videl, gledal, spremljal predstave. Koliko imam jaz plonkac, imamo koliko, 12 prenosov bo v 8 različnih mestih. Vsaj tako piše na tem listku. Je pa tako, sej, in kup enih krajev, si lahko pogledate tudi na spletni strani. Je pa tako, da bomo pa občasno celo po 2 predstavi hkrati iz 2 različnih krajev. Oziroma bo tako malo vzdušja bomo prikazovali z različnih krajev, da ne bo samo iz Ljubljane, ker pač ta festival poteka v toliko veliko različnih mestih. Torej, tehnologija Sims, hkratni prenos, kot vidite, vi se doma lahko igrate, kdorkoli to spremlja po telefonih, računalnikih, tablicah, lahko predstavlja poglede, katerega hoče fokusiranega. Če pa si pogledate 360 stopinjsko kamero, če to preklopite na velik zaslon, pa lahko celo z potegom roke, prsta ali pa z miško obrnete, pa lahko pogledate kjerkoli okoli mene, oziroma kdorkoli že ima to. Tako da, to bo, evo, malo plonkam jaz, ker sem se tako v šoli naučil. No, zelo pomembno, sem rekel, ene stvari bomo hkrati prenašali. Hkratni posnetek bo tudi iz daljne Katalonije, tako da le spremljajte program, pa ne tega zamuditi, nekaj vrhunskega. Zdaj pa vam moram še povedati, da sem tukaj, dobivam pozornost skozi tole kamero, ki jo pa drži naša dolgoletna sodelavka Tina Žen, ki oblikuje naše kostume, pa tudi je oblikovala tale čudovit logo Ane Desetnice ob 25-letnici, tako da čestitke Tini. Tina je pa tudi strokovnjakinja za Sims in bo tudi koordinirala vseh teh 12 prenosov na Ani Desetnici. Zdaj pa, vi lahko kliknete, če ste zdaj na tej kameri, hvala za pozornost, lahko kliknete na to kamero, 360 stopinjsko, pa boste videli tudi Tino, kako je čedna danes v teli majčki. V klasičnih levi džins hlačah. Tako da, to je pa to, predajam besedo nazaj v studio, vi se lahko še naprej igrate
s telimi kamerami, sicer pa ne vem, zdaj bi jaz poklical nazaj v studio, upam, da spremljajo tole. Ne? Ja, bom jaz predal besedo, beseda gre nazaj v studio. Če sem pa kaj pozabil, si pa preberite na spletni strani. Že mladina? Tukaj vas gleda, cel svet vas gleda, zdaj smo v živo po 13.475 zaslonih v največjih mestih sveta, oglašanje iz Ljubljane. Še več tega oglašanja bo pa na festivalu Ana Desetnica, ki bo v Ljubljani potekal med 29. junijem in 3. julijem. Po Sloveniji pa tudi v mnogo drugih mestih se pa začne. Dobro, ste spremljali, jaz zdaj že počasi nabijam, pa pač vam predajam besedo nazaj. Jaz se grem pa še malo sprehoditi. No, lep pozdrav z Prešernovega. Čau. Ja, takle imamo, mi smo taka na pol resna televizija, ampak zelo resen uličen teater. Festival Ana Desetnica čez 14 dni na ulici. Evo. Lepa. No, ko sem prišli do konca, in veš pa kar vse, da smo vabila gor, da se to preklopa, lepo. Naši gledalki. Seveda, ti tudi leja. Ja, seveda. Tole, dajmo se objeti, no, tole, ko se zagre. Hvala. No, lepo. Ja, se vidimo na ulicah, Ja, se vidimo na ulicah. Od 23. junija, kar je že naslednji četrtek v Gornji Radgoni. Ja, zdaj pa se še mene čist. In do 3. julija, ki je pa v nedeljo. Ja. Hvala lepa.